Pred 20 leti sem imel jaz to srečo ali pa čast ali pa veselje, da sem sodeloval pri samem ustanavljanju Univerze v Novi Gorici. Kako je do tega prišlo? Jaz sem bil takrat na inštitutu Jožef Štefan kot predsednik upravnega odbora. Doktor Zavrtanek je bil direktor inštituta. In se nam je nekako zazdelo, da inštitut potrebuje tudi neko pedagoško bazo, da ukvarjanje samo z znanostjo ni nekaj prav dobrega. Drug razlog za te aktivnosti je bil pa to, da se nam je zdelo, da naše visoko šolstvo potrebuje neke spremembe zaradi spremenjenih časov in da bi s to akcijo ustanavljanjem nove univerze lahko tudi pomagali v tej smeri. Najprej smo razmišljali o lokaciji, nekako ne bi bilo primerno, da bi v Ljubljani, kjer je že velika univerza, ustanavljali še nekaj novega. Zato smo šli na obrobje, začeli smo krožiti ob meji v smeri vodnega kazalca, ampak že v Novi Gorici smo naleteli na dober odziv takratnega župana in stvar se je začela. Seveda je pa univerza začela majhna, še vedno je majhna. Začela se je kot fakulteta za znanosti o okolju. Potem, ko je dobila več smeri, je bilo treba iskati novo ime, ker univerza po tedanji zakonodaji ni smela biti univerza. Nekdo se je izmislil besedo politehnika in kaj lahko je biti nekaj, kar ni uzakonjeno, ker nihče ne more reči, da ne smete biti politehnika, če jo ni. In končno je univerza postala univerza. Koliko je izpolnila te cilje? Postala je spodobna univerza, raziskovalna univerza, še vedno zelo, zelo majhna univerza, ampak te osnovni cilji pa niso bili izpolnjeni. Recimo inštitut Jožef Štefan je kmalu potem obupal nekako nad svojimi pedagoškimi ambicijami v širšem smislu, tudi v dodiplomskem študiju. Ustanavljal je svojo šolo, ki ima svoj namen. Vpliv te nove univerze na visoko šolstvo pri nas nasploh pa tudi ni bil zaznaven. Skratka, visoko šolstvo je ostalo tako, kot je bilo. Še zdaj se zaveda, da potrebuje neke spremembe, ampak jih ne mara. Začeli smo samim tujci, da ne bi kdo očital univerzi ali pa takdani fakulteti, da stvar ni dovolj kvalitetna. Vsi ti tujci, večina so bili iz Združenih držav Amerike, precej visokih položajev, zelo kvalificirani, v svetu znani, tako da to je bil kar preboj v eni smeri. In ti ljudje niso hodili sem zaradi denarja, ampak zato, ker se mi je zdelo, da prav, da sodelujejo pri nekem novem dogajanju. Je pa seveda res, da je tukaj v Sloveniji vsakdo, ki je imel le malo časa, tej novi inštituciji nagajal, je skušal ovirati. To so bili predvsem visoki državni uradniki, pa tudi ostale univerze, ljudje nasploh, ker pač nihče si ne želi sprememb, vsi bi radi živeli po starem, če tudi vemo, da ne gre.
V tistem obdobju sem jaz sodeloval pri vodenju univerze tudi. Univerza je takrat imela dvoglavo vodenje, tako kot dobre tuje univerze. Jaz sem bil bolj usmerjen v ta pedagoški del. Doktor Zavrtanik je pa poslovno plat pokrival, ki je bila takrat seveda izjemno važna, tako kot je še sedaj. Pozneje se je izkazalo, da to v tej naši zakonodaji, ki določa vse stvari, ne gre in je univerza se vrnila v klasično strukturo z rektorjem, dekani in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je univerza naredila lep korak naprej v teh zadnjih 20 letih, da ni pa prišla niti blizu konca svojih ambicij. Delno so težave vse na dodiplomskem študiju s študenti, ki se le težko odločajo za življenje v kraju, ki nima tako razvitega študentskega življenja, kot je v Ljubljani. Pretirano razvitega, bi rekel, ne. Ampak tam je klima taka, da naj bi študenti študirali, kar pa ni vedno najbolj prijetno. Profesorje in učitelje kvalitetne se pa dobiva, zato ker se pojavljajo na vseh področjih ljudje, ki niso zadovoljni z sedanjim stanjem, nasploh v slovenskem visokem šolstvu, in so pripravljeni riskirati in iti v kaj novega, kajti le novo prinese napredek. Tako da jaz želim univerzi vse najboljše, prepričan sem, da bo uspela v svojih aktivnostih. Prepričan sem, da so to te 20-letni težki časi, ko se je bilo treba boriti na vseh področjih, iz sodelavcev naredili ene trdne, zagrizene ljudi, ki ne bodo kar tako odnehali, in želim tudi njim vse najboljše. Ko sem se leta 1997 pridružil maloštevilni skupini zanesenjakov, ki je postavila na noge Fakulteto za znanosti o okolju, sem prišel v prazno pisarno, iz katere naj bi naredil laboratorij. Želja je bila, da se postavi aktivnost, raziskovalna dejavnost z področja organske elektronike in seveda to področje zahteva relativno visoke vložke v opremo, pisarna pa je bila prazna. Takrat sem si pomagal z odsluženo opremo, ki sem jo dobil na Fotoni v Ljubljani. In tako je ta dejavnost stekla. Organski polprevodniki so na ta način prišli v Slovenijo in tudi na tem področju je bila Univerza v Novi Gorici prva pri nas. Z leti se je pisarna, ki je postala laboratorij, polnila z najrazličnejšo opremo. Denar smo pridobivali na raziskovalnih projektih, v glavnem z agencije oziroma takrat še Ministrstva za znanost, in pozneje tudi, ko smo postali z raziskovalno dejavnostjo konkurenčnejši, tudi na evropskih razpisih. Z leti so se laboratoriju za fiziko organskih snovi pridruževali novi sodelavci, ekipa je rasla in tudi kvaliteta opreme se je izboljševala, tako da imamo danes na voljo vrhunsko opremo, s katero razpolagamo in smo
pravzaprav postali enakopraven partner evropskim laboratorijem z tovrstnega področja. Univerza je gotovo kraj, kjer se mnogim, tako študentom kot profesorjem, sodelavcem, uresničijo življenjski cilji, želje, ambicije. Svojo izkušnjo tovrstno bi najlažje opisal na primeru Univerze v Novi Gorici z zgodbo mladega študenta, ki je na Inštitutu Jožef Stefan opravljal prakso in tam v sobi, ki so mu jo dodelili, je bila na steni velika karta, velik zemljevid Slovenije, kjer so bile vrisane točke, na katerih so bile opravljene meritve onesnaženosti okolja širom Slovenije. Seveda najbolj ga je pritegnilo okolica domačega kraja z reko Sočo in tudi napis, da inštitut tam načrtuje ekološko postajo. In seveda takrat se rodijo razmišljanja, sanje o tem, kako bi bilo fajn imeti tako zanimivo službo v domačem kraju. Seveda, čez toliko let z ekološko postajo ni nič, še danes je ni. Vmes se zgodi študij v tujini in nekega dne direktor inštituta pokliče tega mladeniča k sebi in pravi, naj pripravi nov študijski program, doktorski študijski program z področja varstva okolja. No in skozi to je potem se rodila Fakulteta za znanosti o okolju, iz nje je zrasla Politehnika Nova Gorica, danes imamo Univerzo v Novi Gorici, ki je po srečnem naključju dobila domovanje v Novi Gorici seveda. In naj še kdo reče, da se sanje ne uresničujejo. Iz tega seveda velja zaključiti, da ni nič narobe, če na univerzi ljudje tudi včasih malo sanjajo ali si vsaj določenih stvari malo bolj želijo. Študenti seveda prijaznih profesorjev, nekateri priznanj in nagrad na filmskih festivalih, umetniških razstavah, drugi spet novih znanstvenih dognanj, dobre raziskovalne opreme, vsi skupaj pa večjega števila talentiranih, nadebudnih študentov, visoko zaposljivih študentov in seveda skupnega kampusa. In ob 20. obletnici univerze seveda želim vsem skupaj, da se te sanje, te želje čim prej uresničijo. Lep pozdrav. Sem Iztok Arčon, redni profesor na Univerzi v Novi Gorici, dekan Fakultete za podiplomski študij. Fakulteti oziroma Univerzi v Novi Gorici sem se pridružil že čisto ob začetku njenega delovanja. To je še v času, ko je pravzaprav to bila samo podiplomska šola z enim programom doktorskim znanosti o okolju. Takrat sem se univerzi pridružil kot raziskovalec, potem pa vsa leta na njej sodelujem kot raziskovalec, kot učitelj visokošolski in pozneje tudi z nekaterimi vodstvenimi funkcijami. Moram reči, da je obdobje univerze, ko sem se pridružil, bilo zelo dinamično. Nastajali so novi programi iz šole podiplomske, je nastala najprej Politehnika z dodiplomskimi, podiplomskimi programi, pa tudi pozneje leta 2006 smo prejeli status univerze. Ves ta čas sem sodeloval pri pripravi novih programov. To je bilo obdobje, ko je Evropa in z njo tudi Slovenija uvajala bolonjski sistem študija, tako da smo na univerzi pravzaprav hkrati pripravljali nove, sodobne bolonjske programe in prenavljali še relativno mlade, že ustanovljene programe, ki niso bili s tem usklajeni. Tako da smo bili pravzaprav prva univerza v Sloveniji, ki je imela vse študijske programe urejene skladno z bolonjskimi smernicami, torej posodobljene. No in v tem času sem med drugim tudi skrbel, da je uvajanje bolonjskega procesa potekalo nekako skladno z evropskimi
priporočili. Že od začetka sem bil tudi zadolžen za tako za postavljanje kot nekako vzdrževanje sistema zagotavljanja kakovosti pedagoškega in raziskovalnega procesa na univerzi in z veseljem moram reči, da danes univerza ima postavljen sodoben evropsko primerljiv sistem zagotavljanja kakovosti, kar so nam tudi pri mednarodnih evalvacijah potrdili, skratka, da delujemo tako, kot delujejo druge sodobne univerze. Leta 2006 se je univerza odločila za posebnost v slovenskem prostoru, to je, da ustanovi fakulteto za podiplomski študij, kjer združujemo vse doktorske programe. No in od začetka te fakultete sem prevzel vodstvene funkcije, torej sem dekan fakultete in moram reči, da je takratna odločitev bila o ustanovitvi take fakultete, kjer so združeni vsi doktorski programi, ne glede na njihovo vsebino. Ta odločitev je bila zelo uspešna, fakulteta redno izobražuje od 80 do 100 doktorskih študentov, od tega vsaj polovica tujcev, kar pomeni, da je mednarodno uveljavljena in pravzaprav še vedno posebnost v slovenskem prostoru. Torej, glede na dosedanje izkušnje sem prepričan oziroma vidimo, da je univerza na pravi poti, tudi vse mednarodne ocene, mednarodno uvrščanje univerze, kot je Multirank oziroma mednarodna ocena Evropskega združenja univerz, ki smo jo imeli v preteklem letu, kaže na to, da je univerza primerno zastavila svojo pot in da se dobro razvija in vsekakor želim univerzi tako uspešno nadaljevanje tudi v bodoče. Good day, my name is Gregor Cils, person born in Slovenia, emotionally attached to Slovenia, by now emotionally attached to the University of Nova Gorica, but someone who hasn't actually followed the history of the company, of the university from the very beginning. I was not involved in the birth, I was not involved in creating the basic idea, have heard about it more on the side until I sat next to the dean of the faculty in one of the meetings that were organized by the Slovenian Minister for Science and Slovenians abroad, who thereafter approached me and asked whether I would like to, or whether I'd be willing to collaborate with the University of Nova Gorica. Having known too little, I started to research, I started to speak with him. The more that I've learned, the more I was impressed by both the history, engagement, enthusiasm of the people working with it, which ultimately brought me to accept invitation to join the management board of the external management board of the University of Nova Gorica, on which I'm now serving the second term. Now, having spent over half of my life abroad and having started some different projects abroad, I know how difficult and challenging it is actually to start something from scratch. I therefore have deep respect and appreciation for what the team, the people who have originated the Nova Gorica University have done. Deeply impressed by their vision, by their persistence, by their high level of engagement, which is also making it easier to me, and I trust to other members of the board, to try helping university to keep on developing, to keep on gaining footprint both in Slovenian and international space. If I were to be asked what I like about the university, I would probably always, in the back of my mind, also have certain things that I dislike, not about the university, but more so about the boundary conditions under which it has to operate. I like a lot, said that already, the high level of enthusiasm, and dislike the missing support that I'm sometimes sensing around the university.
I like a lot the fact that the university is reaching its hands across Slovenian borders and has established very, very effective and, from what I know, fruitful collaborations with universities in the Italian space. I dislike that nothing similar has actually happened within the Slovenian university space, as if the geographical position of the university next to the border meant that it should be also set aside. I like a lot the fact that students educated at the university, from what I'm hearing, quite soon after having finished their studies, are getting positions, interesting positions, which is not something that could be expected nowadays. What I dislike is that there are not more students realizing how interesting the offerings of the University of Nova Gorica are, and therefore dislike the fact that there are not more students signing up every year to the programs that the university is organizing. What I also like a lot is the fact that the university team, the researchers of the university, have proven a high level of efficiency in organizing research monies from different sources, national as well as international. On the flip side, I dislike the fact that the university is heavily dependent on such income. It would be nicer if there was a stronger support from the political players also, which would help the university to grow faster. I was equally impressed by the feedback that I was getting last year when the qualifications, the quality of the university was checked by international boards to reconfirm the mandate of the University of Nova Gorica. Actually, having always been very happy by the education that I received from in my mother country at the University of Ljubljana, having been always proud of the high level of a scientific quality that was given to us students at the Slovenian University, I'm so much more impressed by the relative comparison of the University of Nova Gorica, which, if one looks at the numbers, not in absolute terms, but rather normalized per head of the person working at the university, the University of Nova Gorica is standing out amongst the crowd of the Slovenian higher education institutions, which is certainly something remarkable and deserves special mentioning. With all that having been said, the question, of course, arises where the university, in my opinion, should continue moving, what would be the final stretch, the final goal to be reached in the years to come. And basically, I couldn't continue supporting the university if I was not convinced that the strategy, the vision, the persistence, the perseverance of those who are leading the universities are pointing in the right direction. I by-handedly would sign everything that they're doing. I just hope that they will get on even faster than they could in the past, supported by some extra support that they'll be getting. And in that, it would be nice to see how not only international students, but also more Slovenian students would start gathering at the university, which should, and I know that the team is diligently trying to do that, should get a campus at which the corporate identity of the university should develop more fully, at which the collaborations between different groups could evolve more fully, so that in the long run the university could transform into something of an excellence center, perhaps a Central Mediterranean institute for teaching technology and arts. Because one of the things that I find so admirable is that the university
has been pioneering in recognizing the fields of interest, not only scientifically, but also educationally, and has pragmatically opened new courses wherever the people at the university felt they are competent for that, and wherever they felt that there are students who might be interested in that. So I'm hoping that all of that will continue, that the university will go on developing, flourishing, and I'm curious how we will be looking at it in 10 years down the line, when the university will be celebrating not 2 but 3 decades of success, past, present, and future. All the best. Congratulations to the university. Keep on going as you've done in the past. Če se ozrem 20 let nazaj, ko smo ustanavljali univerzo v Novi Gorici, sem ponosen na to, da sem bil eden izmed tistih, ki je verjel v ta projekt. Takrat seveda je bilo to skoraj da nemogoče, da bo tukaj, na tem mestu, na Novogoriškem ali pa na Severnem Primorskem zrasla nova univerza, ki bo v 20 letih izobrazila ali pa ustvarila toliko novih kadrov, ki se bodo dokazali ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi in v svetu. Z odličnim univerzitetnim kadrom, z ljudmi, ki so verjeli v ta projekt, se je zgradila univerza, na katero smo lahko seveda vsi skupaj ponosni. In prepričan sem, da je postavila tudi temelj ne samo univerzitetnim izobraženim ljudem, ampak tudi naši industriji, našemu gospodarstvu, ki črpa iz naše univerze tudi strokovno usposobljene kadre. Prepričan sem, da bo tudi v bodoče, tako z novim kampusom in pa seveda tudi z novimi izzivi, ki jo čakajo, ta univerza še uspešnejša, tako v slovenskem kot tudi v svetovnem merilu. Zahvalil bi se seveda vsem tistim, ki so nam takrat stali ob strani, da smo lahko sploh verjeli v ta projekt, in seveda vsem tistim, ki so v teh 20 letih soustvarjali to univerzo. Prepričan sem, da je to zelo lep temelj za razvoj ne samo univerze, ampak tudi naše regije in našega gospodarstva na splošno in seveda tudi v evropskem merilu. Pred upokojitvijo sem bil sodelavec Inštituta za raziskovanje Krasa v Postojni, tudi njegov predstojnik nekaj časa, in nedolga leta, nekaj desetletij sem si prizadeval, pisal vloge, programe, da bi vključili študij Krasa, krasoslovje v univerzitetni študij. Kras je namreč za Slovenijo zelo pomemben, ne samo za Slovenijo, ampak slovensko krasoslovje ima velik pomen, je zelo pomembno tudi v svetu. No, in ravno pred 15 leti, takrat je bila ta univerza še politehnika, ne samo, da so sprejeli pobudo, ampak so celo povabili, da bi na politehniko vključili študij krasoslovja. To je, kot jaz vem, sem imela samo podiplomski, se pravi doktorski študij. Kot vem, je to edini organizirani študij krasoslovja v Evropi, morda tudi na svetu. No in zato je ta študij usmerjen ali cilja v veliki meri na študente z drugih držav, predvsem tudi z drugih kontinentov, od tam, kjer imajo pač veliko krasa oziroma kjer je kras zelo pomemben. Zato sem res zelo vesel, da je ta univerza sprejela ta študij in želim, da bi se tako krasoslovje kot celotna univerza lepo razvijali še dolga leta, vsaj naslednjih 20, čeprav je to malo kratko. Moji prvi spomini na visokošolski študij v Novi Gorici segajo tam nekje v leto 2000.
Takrat sem bil dekan na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani in veliko mi je bilo do tega, da sodelujem bodisi z univerzami, inštituti in industrijo. In tako sem tudi obiskal Politehniko v Novi Gorici. Dobro se še spominjam pogovorov z rektorjem, profesorjem Zavrtanikom. Govorila sva predvsem o tem, da bi mladi doktori z Fakultete za elektrotehniko prevzeli asistentska mesta v Novi Politehniki. No, moj drugi spomin je pa spomin na predavanja na Univerzi v Novi Gorici. Gre za predavanja z področja robotike, ki sva si jih delila s profesorjem Lenarčičem. Zasnovala sva modern predmet. Za predmet sva pripravila tako slovenski kot angleški učbenik in omogočila študentom tudi delo na pravih industrijskih robotih. Predmet je bil izbiran in študentje so ga zelo radi izbirali in tudi jaz imam lepe spomine na te študente, ki so se izkazali s precejšno zrelostjo, ki se je pa pokazala v relevantnih, zanimivih diskusijah, ki smo jih imeli med predavanji. No in nazadnje sem pristal v senatu Univerze v Novi Gorici. Tukaj imam možnost, da se seznanim z vsem, kar se dogaja na univerzi in pa seveda, da tudi svetujem na določenih področjih. Pri Univerzi v Novi Gorici zelo cenim njihov trud, ko sledijo, kakšna je zaposljivost njenih diplomirancev. Predvsem pa cenim visoko raven znanstvenega dela na Univerzi v Novi Gorici. Za konec ji želim, tako kot je ob takih prilikah običaj, naj še naprej vivat, crescat, floreat. I am glad to be here on the 20th anniversary of the University of Nova Gorica. Between friends, I have been honored by a prize by the university in 2010, and I am the former Director General of the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology in Trieste. I retired from the direction, but I keep my laboratory a very fit and heavy research program, and I would like to continue the interactions with Nova Gorica and even expand them. I would like to say a few words about how good was for us the synergy that was offered by the University of Nova Gorica at the time. I met the rector and we talked about the possibility of a joint PhD program after one of the students was working in our lab, one of the students of Nova Gorica. And this joint PhD program was planned and launched, and since then has been extraordinarily successful. We have many joint PhD students that have, some of them have already graduated, some of them will be graduated in the next couple of months, one particularly from my laboratory. And the success also implies a big jump to internationalization, because ICGB is not an academic institution, it's a big research institution with branches in all the developing world and Eastern Europe. And instead, University of Nova Gorica provides a very agile academic environment, so really it's an extraordinary complement. I am very thankful for the opportunity to collaborate, and I hope that we are going to be able to collaborate in the future even more. Thank you very much. Good evening. As chair of the International Advisory Committee of the University of Nova Gorica, I am very pleased to have the opportunity of congratulating the management and staff of the university on this important occasion. As members of the International Advisory Committee of the University of Nova Gorica, we have had the privilege of witnessing firsthand the evolution of this university. We've always been very impressed by the enthusiasm and professionalism
of the management and staff of the university. Certainly, not all plans came to fruition because of many different difficult boundary conditions. But I have to say that the evolution has always been very positive. And this, in my view, mostly because of two main characteristics of the university: an unfailing pursuit of its international vocation, with international staff and students participating in its development plans, and two, always seeking a positive impact, both from the cultural point of view and from the economic point of view, on the surrounding territory. These two main characteristics make the University of Nova Gorica an institution of outstanding promise. In conclusion, on behalf of the International Advisory Committee of the University of Nova Gorica, I am happy to extend our most heartfelt felicitations to the university on its 20th birthday. Lep pozdrav, dober dan, ahoj, aloha. Moje ime je Miha in sem bivši študent. Sem bivši študent Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici. Ja, nisem najboljši pred kamero, jaz sem ponavadi za kamero in mi je zdaj ful... Ja, sem izgubil malo, ja. Bil sem na študijski smeri digitalne umetnosti in prakse in sem v bistvu se naučil ful dosti stvari, ki so me veselile. In zato, ker so me veselile, sem jih rad delal in zato, ker sem rad delal, sem tudi dosti časa preživel na faksu. Dostikrat sem bil na faksu tako dolgo, da so me varnostniki vrgli ven, ker je bilo ura 11 in sem mogel zapreti. Diplomiral sem 2011 z animiranim filmom Zadnje kosilo in da sem prišel do tega, sem v bistvu pridno delal in pridno študiral. Nisem nič hodil ven, cele dneve se samo učil. Skratka, jaz se ukvarjam z filmskim ustvarjanjem, bolj natančno z filmsko režijo, scenaristiko, animacijo, snemanjem, tudi montažo, vodenjem filmskih delavnic. Jaz sem v bistvu del produkcijske ekipe, oziroma imam svojo produkcijsko ekipo Film Factory in v bistvu skupaj ustvarjamo oziroma produciramo različne projekte, od filmov do promocijskih stvari, izobraževalnih projektov, filmske delavnice. Ni da ni, no, v bistvu smo že marsikaj delali in upam, da še bomo marsikaj delali in ne vem, kaj ne povem, kaj še ne povem. Ob tej priložnosti bi rad pozdravil vse profesorje, ki so me prenašali na faksu in mi pomagali in me priganjali in vse, ki sem jim javil z vprašanji in prošnjami in ki so mogli z mano trpeti na faksu do poznih ur, da smo končali kakšne projekte. Pa tako, no, se je bilo fajno, upam, da se tudi oni strinjajo s tem. Skratka, pozdravljam vse, ki so na faksu, tudi študente in bivše študente in profesore in bivše profesore in bodoče študente in skratka, pozno je že, danes je kar naporni dan bil za mano, zunaj že tema. Upam, da se še kaj vidimo, pa da boste prišli kaj v Maribor, ali pa bom jaz prišel v Gorico, pa se bomo srečali in šli na kavo ali pa vročo čokolado, ker ne pijem kave. Pa se sem že dovolj povedal, se bo dal tega prezentirati. Hvala za povabilo k delanju tega videa. Upam, da bo kaj uporabno, no, ker ne vem, tako sem rekel, jaz sem bolj za kamero. Ja. Živjo,
Jaz sem Valerija Zabret. Na Visoki šoli za umetnost sem dokončala prvo stopnjo digitalnih umetnosti in praks. Potem sem se pa vpisala naprej isto na Visoko šolo za umetnost na medijske umetnosti in prakse, kjer sem trenutno že v bistvu vse zaključila, samo še zagovor magistrskega dela me čaka v kratkem. Poleg študija sem zelo aktivna na področju videa in vseh sodobnih umetniških praks, razstavljam v različnih galerijah. V bistvu sem pač zelo aktivna vse, kar se tiče digitalnih medijev in raznih instalacij sodobne umetnosti. Takoj po končanem študiju prve stopnje sem na Ministrstvu za kulturo prejela status samozaposlenega v kulturi kot videast, ker sem bila v bistvu poleg šole zelo aktivna. Tudi v času študija sem sodelovala na različnih področjih, različnih projektih. Zadnje leto sem šla tudi na izmenjavo v Prago, tako da sem zelo vesela, da obstaja možnost izmenjave na univerzi. Tudi lansko leto sem se odpravila na Portugalsko za 1 leto na izmenjavo, tako da sem zelo izkoristila te možnosti izmenjav, mednarodnih sodelovanj in tudi zdaj na magisteriju v času študija smo imeli možnost izbrati te krajše izmenjave, tako imenovane studije, kjer smo šli recimo v Avstrijo, v Graz, na Hrvaško, Reko, pa v Italijo, v Udine, tako da pač se je dalo veliko izbirati in pridobivati mednarodne znanje, kar se mi zdi najbolj pomembno na področju umetnosti, ker če želiš pač biti razgledan, moraš pogledati tudi malo izven slovenskih meja in tako nekako si bogatiš svojo zbirko znanja. Tudi moje magistrsko delo je, v bistvu se te tematike dotika in sicer sem raziskovala vpliv zamenjave okolja na umetniško ustvarjanje, kako je vse to vplivalo name, ves ta študij, izmenjave in te zadeve. Pač na svojem lastnem primeru sem to raziskala in bila, se mi zdi, kar uspešna. V bistvu na mednarodnih področjih zadnje čase dobivam kar dobre pohvale, tako da se mi zdi, da je ta študij kar kvaliteten, ker sem res veliko odnesla. Trenutno sem tudi v Portorožu prejela Vesno za najboljši študijski film in Restart nagrado za najboljši študijski film, kar mi je zelo veliko pomenilo. Sploh sem bila presenečena, da končno tudi pred slovensko publiko stojim, ne samo v tujini, kjer ponavadi razstavljam. Tako da ta pozornost mi je bila zelo všeč. Jaz upam, da bo ta nagrada v bistvu ne bo nek simbol zaključka mojega študija, ampak bo mi dala motivacijo, da se udejstvujem zdaj tudi po študiju na vseh področjih, kjer jih pokrivam in da nadaljujem ta uspeh. Jaz imam lepe spomine na univerzo. V bistvu naša šola je zelo zanimiva. Mi smo začeli v študiju v Ljubljani, bili smo še v prostorih v Ljubljani in potem smo se pač preselili v Gorico, tako da sem izkusila obe plati, kako je študirati tudi v Ljubljani, kako je v Gorici, kakšne so razlike. Oboje mi je bilo zelo všeč, oboje ima pluse in minuse. Hkrati mi je bilo všeč, da sem imela sploh možnost oboje sprobati. Poleg vsega pa na Visoki šoli za umetnost mi je v bistvu najbolj všeč to, da se dajo zadeve kombinirati. Verjetno je tudi na ostalih faksih goriških. Lahko pač izbirne predmete si dosti prilagodiš, dobro te poslušajo. To mi je v bistvu sploh na magistrskem študiju bilo zelo všeč, da ti mentori prisluhnejo in vejo, kam te usmeriti. Točno pač te začutijo, vejo, kam te bolj usmeriti, katero situacijo in stvar, kjer imamo pač velike izbire. Na prvi stopnji sem se imela možnost soočiti tudi z animacijo, ne samo s filmom, kjer trenutno bolj delam. In ta znanje animacije mi še zdaj pride prav. Če delam projekte izven šole, pač velikokrat so filmi tudi že animirani, kakšne zadeve se tako pač mešajo. Tudi fotografijo sem pač res zelo vesela, da sem imela možnost se malo tudi na tem področju izobraževati. Seveda video, to definitivno mi itak največ pomeni, ker tudi zdaj delam na tem področju. Tako da pač bi rekla, da je to res dobra šola, škoda samo, ker ima nekako zaenkrat še ni toliko poznana v Sloveniji. Se mi zdi, da dostikrat ljudje ne vejo, ko govorimo o tej šoli, katera šola je in vse te zadeve. Kar pa ni nič narobe, ker je šola še mlada in ima možnost se razvijati. Definitivno spodbuja mednarodne študente, da se več tudi vpisujejo in da šola ima tudi neko tako tarčo za razviti mednarodno okolje. Lokacija šole je zelo zanimiva, je na italijanski strani. Mene to ne moti, mi je super, zakaj pa ne. Tako da upam, da bo tudi še italijanska javnost se vključila in
se na ta način mešajo kulture, mešajo se ideje in nastajajo novi zanimivi filmi, zanimive fotografije, animacije, instalacije. Ni da ni, pač. Ta šola je super, ker bo razvila slovensko kulturo na mednarodnem nivoju, na slovenskem nivoju, kar je pa tudi bistvo vsake države, tako da upam, da se vsi, ki so vključeni v sistem univerze, tudi, mislim, da sprejemajo to, kar je najbolj pomembno. Nekateri delamo na področju kulture, drugi na znanstvenih področjih, tako da univerza se mi zdi, da pokriva kar dober spekter pač celotnega življenja in da ima kvalitetne študente. Tako da čestitke vsem, ki ste v teh 20 letih uspeli biti na univerzi, upam, da ste odnesli veliko znanja in da ste uspešni, tako kot se zagre. Želim vsem najboljše in veliko nagrad in dosežkov še naprej. Čau! Ime mi je Franci Valbotič in sem diplomiran slovenist. Diplomiral sem na Fakulteti za urbanistiko v Novi Gorici pred 2 leti. Trenutno pa sem zaposlen v Avstriji kot asistent za slovenski jezik na srednji vzgojiteljski šoli in na Trgovski akademiji. S fakulteto sem se srečal že kar nekaj časa nazaj in večino časa študij delal pravzaprav ob delu, ker sem začel pozneje študirati in je bila to idealna priložnost, ker je bila moja služba v Novi Gorici, da začnem tudi s študijem tukaj. Prednosti študija v Novi Gorici so pravzaprav v prvi meri te, da je fakulteta sorazmerno majhna, kar pomeni tudi vse z moje strani in z mojih izkušenj tudi dosti večjo kvaliteto študija in kar je najbolj pomembno, profesori imajo čas skoraj za vsakega študenta posebej. Pripravljeni so pomagati in stati ob strani, zaradi tega je tudi moje znanje, se mi zdi, tudi toliko bolj polno in bogato. Izkušnje, ki jih danes potrebujem pri mojem delu, so pravzaprav tiste, ki so na nek način osnova slovenistike oziroma vsega tistega, kar potrebujemo pri slovenščini. In zato, da delaš kot asistent za slovenski jezik in poučuješ slovenščino kot tuji jezik, je pravzaprav pomembno, da poznaš tisto bazo, s katere slovenski jezik izhaja in tisto, kar je najbolj pomembno, da znaš približati jezik tistim, ki se ga učijo. In to mi je pri mojem delu, mislim, da zelo dobro uspelo. Sem Drago Papler, svetovalec direktorja za raziskave in razvoj družbe Gorenjske elektrarne iz Kranja. V Novo Gorico na univerzo sem začel prihajati leta 2001, ko sem se vpisal na visoko poslovno tehniško šolo takratne Politehnike. Rabil sem dodatna znanja ob inženirskih, saj se je leta 2001 odprl trg z električno energijo. Potem sem leta 2006 zamenjal službo in šel v proizvodnjo za vodjo razvoja in investicij. Nova znanja sem iskal zopet na Univerzi v Novi Gorici, na novem programu Gospodarski inženiring 2 Poslovno-tehniške fakultete. Bil sem prvi iz generacije gospodarskega inženirstva in kot magister gospodarski inženir sem se iz klopi preselil tudi za kateder in sodeloval s profesorji kot asistent na področju predmetov ekonomike, energetike, proizvodnih sistemov, organizacije, projektov in na to imam zelo lepe spomine. Leta 2013 sem zaključil doktorat z področja menedžmenta in svoja znanja sedaj povezujem interdisciplinarno. Veliko raziskujem, veliko publiciram in imam lepe spomine na Univerzo v Novi Gorici in še vedno iščem nova sodelovanja med univerzo in gospodarstvom. Univerzi v Novi Gorici želim uspešno delo in mogoče osnovanje tudi doktorskega programa Gospodarski inženiring 3. Sigurno bom takrat upisal še drugi doktorat. Pozdrav Univerzi v Novi Gorici prinašam iz Goriških Brd. Sem Joško Zamar, zaposlen kot vodja tehničnih služb
v vinski kleti Goriška Brda. Za podiplomski študij na fakulteti za gospodarski inženiring sem se odločil pri svojih 50 letih. Z magistrsko nalogo razvojne perspektive občine Brda sem študij zaključil leta 2013. Da je bil študij zanimiv, se ga spominja po temu, da smo odmore porabili za razgovore, izmenjavo mnenj, izkušenj. Profesorji so med predavanji, vajami na izpitu upoštevali naša znanja, ki smo jih prinesli iz naših delovnih okolij. Način študija je bil tako zasnovan, da smo skozi nastope nas študentov spoznali marsikatero firmo s poudarkom razvoja le-te. Znanja sem večkrat takoj uporabil v službi in tedaj kot podžupan občine Brda. Sedaj te razgovore, znanja večkrat pogrešam. Univerzi želim in si želim, da bo še naprej tako vpeta v naše okolje. Srečno naša univerza v Novi Gorici. Pozdravljeni, moje ime je Jana Gregorič in sem zaključila študij druge stopnje gospodarski inženiring. Na poslovno-tehniški šoli sem bila 5 let in moram reči, da sem odnesla veliko pozitivnih stvari, na kar bi še dodala, da bi ta študij priporočila vsem skupaj. Odnesli smo veliko in praktičnega dela, pa tudi teorije, ki smo jo kasneje lahko uporabili tudi v podjetju. Poslovno-tehniški fakulteti želim še veliko dosti uspehov in veliko novih upisanih diplomantov. Konec koncu si želim, mogoče bo nekdo izmed njih tudi moj sodelavec v prihodnjih podjetjih, kjer bom delovala. In kot se nekaj želim vse dobro. In bi rada še dodala to, da taki odnos, ko ga imamo tukaj s profesorji, ga niti v srednji šoli ga nisem imela. In moram povedati, da tudi ko nekega dne odideš stran z univerze, imaš še zmeraj nek odnos s profesorji in kadarkoli se lahko obrneš na pomoč. Živjo, sem Maša Šprajcar, bivša študentka Fakultete za znanosti v okolju. Trenutno živim in delam v Londonu, kjer sem zaposlena v Sustainable Transport Charity. Naša organizacija se v največji meri ukvarja s kolesarstvom. Od tega, da gradimo kolesarsko infrastrukturo, do tega, da smo vključeni v različne behavior change projekte. Kolesarstvo ima v Londonu trenutno močan moment, tako da je zelo inspirativno biti del nekega večjega gibanja in sprememb. Študentom na Univerzi v Novi Gorici želim, da bi v času študija uživali in pa da bi se vključili v čim več različnih projektov, ker sem prepričana, da to lahko vodi do zanimivih priložnosti v prihodnosti. Jaz sem Anja Soklič in sem absolventka Univerze v Novi Gorici iz Fakultete za znanosti v okolju. Jaz natančnega razloga, zakaj sem se na to fakulteto vpisala, praktično nimam, zato ker se v tistem obdobju še nisem zavedala, kaj natančno si v življenju želim početi. Sigurna sem bila samo, da bo to nekaj v zvezi z naravo, zanimala me pa tudi tehnika. No in tako kot vsi ostali študenti sem se mogla najprej spoprijeti s kemijo, ki mi je bila pa v gimnazijskih letih eden izmed najslabših predmetov. Ampak takrat se je vse kar nekako obrnilo in na faksu sem jaz postala navdušena nad kemijo. Verjetno zaradi zelo raznolikih pa zanimivih laboratorijskih vaj, ki smo jih imeli. No in v povezavi s skupinskim projektom sem se jaz seznanila z meni do takrat neznanimi stvarmi, to so bili nanomateriali in pa fotokataliza. In s pomočjo znanja, ki ga ima Fakulteta za znanosti v okolju, smo lahko kar hitro sami izkusili, kako poteka delo pravega znanstvenika. In to je mene peljalo do svoje diplomske naloge, kjer sem se ukvarjala s samočistilnimi premazi na sončnih celicah. In ta naloga je bila tako uspešna, da sem jo lansko leto kot članek objavila v znanstveni reviji, na kar sem zelo ponosna. No, na to sem se pa odločila, da grem za 1 leto v Francijo, kar tako, da se naučim jezika in sem se ga res. V 10 mesecih sem bila sposobna govoriti tekoče francosko brez predhodnega znanja. No, na to pa sem svoj magistrski študij nadaljevala v Avstriji, kjer sem odkrila smer, ki me je popolnoma prevzela, in to je bila bionika. Bionika pomeni, da ideje iz narave prevzamemo za razvoj svojih tehnologij, novih tehnologij. In takrat je bilo mene najbolj strah, da
nimam nobenega specifičnega znanja, zato ker na fakulteti sem jaz pridobila zelo poglobljeno znanje na številnih naravoslovnih vedah, ampak v nobeni nisem bila pa res specialist in tega me je bilo strah. Ampak na koncu se je izkazalo, da je bilo v bistvu to najboljše, zato ker sem vse te vede na osnovi biologije in kemije, se mi ni bilo treba nič na novo učiti, ampak samo nadgraditi jih z inženirskimi vedami, kot so strojništvo, programiranje in pa simulacije. In tudi to fakulteto sem zaključila z odliko med najboljšimi študenti, za kar se gre seveda lahko zahvaliti mojemu dobremu predznanju s fakultete za znanosti v okolju. Pred kratkim sem pa odprla svoje lastno podjetje v Sloveniji, kjer se ukvarjam z raziskavami in pa razvojem na področju naravoslovja in pa tehnologij. Moj cilj je pa seveda razširiti bioniko v Sloveniji. Univerzi v Novi Gorici zato želim, da bi še vnaprej nudila tako bogato znanje svojim študentom, ki bi ga pa potem lahko v tujini nadgradili in nato prinesli nazaj v Slovenijo. Zato vse najboljše. Pozdravljeni, sem Ivana Kacafura, po duši in izobrazbi ekologinja. Na Univerzi v Novi Gorici sem študirala med leti 2005 in 2009 in zaključila z univerzitetno diplomo o možnostih izkoriščanja obnovljivih virov energije v občini Brda. Iz študija mi je najbolj ostal v spominu skupinski projekt, kjer smo s praktičnim delom testirali pridobljeno znanje, se učili načrtovanja, sodelovanja in analiziranja v praksi. Pridobljene znanja in veščine ter diplomsko delo so me pripeljali na Goriško energetsko agencijo, kjer sem zaposlena kot vodja projektov Energetik. Svojo pot pa nadgrajujem in sem tako pridobila še naziv Evropska energetska menedžerka. Vesela sem, da sem kamenček v zgodbi ustvarjanja obnovljive prihodnosti in hvaležna sem za svojo odskočno desko na Univerzi v Novi Gorici. Čestitam Univerzi ob praznovanju jubilejne 20. obletnice in vsem profesorjem ter želim še nadaljnje uspešno delo in ohranjanje svoje prednosti v majhnih skupinah študentov in individualni obravnavi posameznika. Srečno. Pozdravljeni, sem Rokir, diplomirani inženir vinogradništva in vinarstva, ki sem pred kratkim ustanovil svoje podjetje Deci. V mojem podjetju se ukvarjam z analizo vin in svetovanjem. Moja zgodba z univerzo se je začela leta 2005, v študijskem letu 2005-2006, kjer sem se kot študent prve generacije Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo upisal v študij. Na univerzo imam zelo lepe spomine, še najbolj se mi bo v spominu tisnila v bistvu univerza po kvalitetnem ponudenju kvalitetnega teoretičnega znanja, ki smo ga kasneje nadgradili s praktičnim delom. Prav praktično delo, ki sem ga opravljal pri različnih podjetjih in vinogradnikih, me je pripeljalo do prve zaposlitve, kjer sem tudi do nedavnega bil zaposlen. Za naprej želim univerzi vse najboljše in na zdravje. Sem Valter Bembič, diplomant Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici. Trenutno sem zaposlen na privatnem posestvu v okolici Kopra. Obdelujemo trte, oljke, imamo se lepo, gledamo morje tudi, bližnja mesta, Koper, Trst, tako da nam ni nič hudega. Spomini na univerzo lepi, zabavni, vsake toliko malo turobni, ker so nas profesori mučili, ampak ni bilo nič kaj hudega. Univerzi bi želel dosti lepih, bom rekel, prednih diplomantov, lepih trenutkov z njimi, kot v učilnici, laboratoriju, pa tudi na raznoraznih izletih oziroma na terenskih vajah. Drugače pa univerza mi je dala nekaj splošnega znanja o življenju, dosti o vinogradništvu, s tem, da se normalno moraš tudi sam dosti potruditi, ampak bilo je lepo. Univerzi bi zaželel ob obletnici, 20. obletnici bi univerzi zaželel še veliko diplomantov, študentov, ter seveda
čim več novih znanj predanih novim dijakom, študentom in da bi še dolgo časa obstajali. Čin! Hello, teachers and students in the University of Novogorica. I'm Gaofei. Do you still remember me? I came from China. I'm a Chinese boy. I went to Slovenia in 2008 and studied for 4 years in the University of Novogorica. After my PhD, I came back to China and found a job in my mother university. This is my office. During my time in Slovenia, I meet a lot of friends. Darko, Andrea, Saide, Mirena, Martin, of course, Samuel and Clement, they are my boss. Thanks a lot for helping me a lot in my PhD study. This year is the 20th anniversary of the establishment of the University of Novogorica. This is a really big event during the growth of the University of Novogorica. I really want to join you to celebrate this event in October. However, I cannot go because I have a lot of work to do in the university. I give all of my best to the university, to the teachers and the students. I hope our university will have more students and be stronger and strong. One day I will go back to visit university and of Novogorica and see all of my old friends. And all of you, welcome to China, welcome to Xi'an. Bye bye. Hello, I'm Praveen. I was a PhD student at the Materials Research Laboratory of the University of Novogorica, starting from the beginning of 2009. I graduated in 2012, and now I work as a postdoctoral associate at the Materials Department of ETH Zurich. If I think back, when I came to Slovenia in 2009, it was my first ever trip to Europe. So everything was different to me. It was very cold, dreadfully windy, and very quiet. I still remember that at the beginning, in the campus in Aidushina, we were only very few working at that time. So I felt like a bit lonely. I had an amazing time when I was in Slovenia. In our department, most of us were foreigners. So the language was not a real problem for us. And moreover, my supervisor, my colleagues, my friends, the staff at the university, they were all so friendly that we could solve any problems that came across in our way. And for research, we had a complete freedom to do whatever we wanted to do. And we all got plenty of opportunities to travel for scientific purposes like conferences, lab visits, and so on. And there were several cultural events or social events organized by the university itself for us. I mean, the members of the university could meet each other to exchange ideas, culture, and to discuss a bit of science over a glass of wine, maybe or two. Over the years, the university has grown so much, so many people, a lot of equipments and so on. Anyway, when I get some time, I still like to visit my university back in Slovenia. And I mean, it's a nice feeling to be a student
And I'm really proud that I was the first PhD student who came out from the Materials Research Laboratory under the supervision of Dr. Matthias Weiland. And now I would like to congratulate the whole UNG team on its 20th anniversary, and I thought this is the right time to send a video testimony to the university. And thanks to all of you.